Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljam vas v oddaji Dober dan, dobri ljudje. Letos obhajamo 200. obletnico rojstva slovenskega misionarja Ignacija Knobleharja. In o njegovem delu, o njegovem velikem poslanstvu za slovenski narod, ki pa je bilo dokaj prezrto, bom danes spregovorila z mojim gostom, dr. Markom Frelihom, arheologom v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani. Dr. Marko Frelih, lepo pozdravljeni v našem studiu. Lep pozdrav. Tako. Vi ste si nekako za vaše življenjsko raziskovanje izbrali tako Friderika Baraga, dva velika slovenska misionarja, Friderika Baraga in Ignacija Knobleharja. Danes bo vas povedala več o Ignaciju Knobleharju. Zakaj pa je prišlo do tega? Zakaj ste se tako odločili za njiju? Kaj vas je najbolj pritegnilo? Ja, kot kustos v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani sem zadolžen za zbirke iz Amerike, iz Afrike, v glavnem iz polovice sveta. In tukaj v teh zbirkah dominirata sigurno oba omenjena misionarja, predvsem na prvem mestu Friderik Baraga, ki je 1837 prinesel v domovino zbirko severnoameriških ljudstev z namenom, da prikaže ljudstva, med katerimi on deluje kot misionar, predvsem pa tudi misionarje predstavi s temi zbirkami, ki delujejo v Severni Ameriki, predvsem pa rojake seznani z drugimi kulturami. To se mi zdi zelo pomembno, da so Slovenci na nek način prišli v stik z neko tujo kulturo preko slovenskega posrednika, ne samo za materialno zbirko, ampak je Baraga takrat tudi napisal knjižico o življenju severnoameriških ljudstev. Tako da takrat dobimo prvič Slovenci stik z eno tujo kulturo. No in temu vzoru, po Baragovem modelu, na to sledi Ignacij Knoblehar, ki je dejansko bil nad Baragovim misijonskim delom zelo fasciniran. Na vse zadnje ga je pri 17 letih poslušal v Novem mestu, ko je Baraga se vrnil v domovino, imel pridigo in tam med občestvom je bil tudi mladi Knoblehar, ki se je že takrat odločil, da bo bil misionar podobno kot Baraga. No in ko gre Knoblehar v Afriko, v Južni Sudan, se leta 1850 vrne v domovino in naredi podobno potezo kot njegov predhodnik, prinese veliko zbirko afriških predmetov in prav tako prispeva veliko, rečemo, tekstovnega gradiva, na podlagi katerega je že takrat 1850 išla knjižica Potovanje po Beli reki. Tako da oba, Baraga in Knoblehar, sta zelo pomembna za seznanjanje Slovencev s tujimi kulturami. Na eni strani Baraga v Severni Ameriki, na drugi strani Knoblehar v Afriki. In kdaj ste se vi prvikrat z njima srečali? Ja, meni sta oba zanimiva že od vsega začetka, bi rekel, mojega raziskovanja stikov Slovencev z drugimi kulturami. Moram priznati, da je tukaj zelo velik vpliv name imel kolega, žal pokojni pred kratkim, profesor dr. Zmago Šmitek. On je mi oba ta misionarja zelo nazorno prikazal pomen njunega dela, predvsem pa tudi veliko odprtih možnosti za raziskave. No in ko sem se zaposlil v Slovenskem etnografskem muzeju, sem videl tukaj seveda predvsem priložnost, da mogoče ne da bi dal tak poudarek Baragi, v katerem zelo veliko živimo, je tudi med Slovenci zelo dobro poznan, ampak videl sem predvsem priložnost za promocijo in za predstavitev dela Ignacija Knobleharja. O njemu na srečo tudi vemo marsikaj, vendar se mi zdi še vsem premalo. Vemo mogoče da je bil misionar, sodobnik Barage, vendar malo se ve recimo predvsem o njegovem raziskovalnem delu Belega Nila. Namreč Knoblehar je bil v svojem misijonskem delu v Južnem Sudanu zelo angažiran tudi kot raziskovalec te velike afriške reke. O tej afriški reki se takrat še ni veliko vedelo, predvsem je bila velika skrivnost izvirov Belega Nila.
Knoblechar je očitno imel veliko željo, da bi te izvire našel, žal mu to ni uspelo, vendar je bil pa tisti raziskovalec, ki je zelo sistematično pristopil k zbiranju podatkov o tej veliki afriški reki. Imel je tudi vse merilne naprave tistega časa, ki so bile na razpolago po zaslugi Geografskega inštituta na Dunaju. Oni so ga opremili z vsemi merilnimi napravami. No in že leta 1849, ko se Knoblechar prvič poda iz Kartuma proti ekvatorju, je že vodil zelo natančne zapiske, upravljal je različne meritve, pretok vode, hitrost pretoka vode, temperatura vode, opis levega obrežja, desnega obrežja, opis otokov, ki so bili na Nilu in seveda tudi posredno opise ljudstev, ki so živela v tem področju. No in ta dnevnik je na srečo ohranjen v rokopisu v Dunajski nacionalni biblioteki, v rokopisnem oddelku. Žal pa iz kasnejših potovanj vemo, da je Knoblechar vodil tudi zelo podrobne zapiske, žal so pa ti kasneje izginili. Tako da iz drugih zapisov različnih sodobnikov, ki so Knoblecharja obiskali v Kartumu, vemo, da je Knoblechar imel pri sebi zelo bogato arhivsko gradivo, predvsem o raziskavah Belega Nila. In celo Angleži so mu takrat ponujali velike vsote, da bi jim to prodal, pa ni hotel, ker je očitno sam imel namen, da nekaj o tem napiše. No, ampak kot vemo, je Knoblechar leta 1857 zbolel, se je hitro vrnil v Evropo, bil je prepričan, da bo ozdravel in se vrnil v Kartum. Žal se to ni zgodilo in on v Neaplju umre. In v Kartumu ne vemo, kaj se je dogajalo po njegovi smrti. Vsekakor pa vemo, da je ta njegov arhiv izginil. Jaz upam, da ne zavedno, da je še vedno nekje v Evropi v kakšni ustanovi, da ga nekdo čuva. No in upam, da bo kdaj prišlo na dan tako občasno, kaj prikaplja kakšna informacija, ampak menim, da je to še vedno en velikih izzivov za raziskovalce Knoblecharjevega življenja, za raziskovalce zgodovine, raziskav Belega Nila in nasploh za zgodovino preučevanja same Afrike. No pa preden se podava na ta njegova raziskovanja, pač moramo vedeti, da je on bil misionar. On je duhovniški poklic imel, predlagam, da se posvetiva malce njegovemu začetku, njegovemu življenju, od kje je, kje se je rodil, kje izhaja in kaj je bilo tisto, kar ga je potem privedlo do misijonske, te želje po misionarjanju, po poklicu, kajti on je nekako bil sestavljen iz dveh, kolikor sem ga jaz pogledala, nekako tako kot misionar, kjer so ga skrbele duše. In po drugi strani je pa se znal tudi človeku približati tako, da je spoznal njegovo kulturo, da ni poskušal z nekim nasiljem torej krščanske vere približati afriškemu človeku. No pa predlagam, da najprej poveste več o tem, odkot je in kaj ga je tako zaznamovalo, da je potem naredil kaj. Ja, kot Barag je bil z Dolenjskega, Knoblechar konkretno iz Škocija na Dolenskem. In kot sem že omenil, predvsem pod vplivom Barage se je očitno zelo zgodaj kot mladenič odločil, da bo sledil misijonskemu poslanstvu in moram priznati, da je bil pri tem neverjetno odločen. Šel je študirati sicer teologijo v Ljubljano, ampak kar nekako malo po študiju že direkt v Rim, prepričan, da bo tam postal misionar, vendar ni šlo tako enostavno, bilo je kar nekaj zapletov in trajalo je kar nekaj časa tudi, da je on končno prišel do študija misijonskih ved na tako imenovani propagandi. To je bila ustanova, ki je posebej usposabljala duhovnike za misijonski poklic. No, Knoblechar je že takrat med študijem kazal velike sposobnosti, predvsem v znanju jezikov in v naravoslovnih vedah. Zanimivo je tudi, da se je že v Rimu ukvarjal s homeopatijo, to je tudi kasneje koristil v Sudanu, predvsem pri zdravljenju malarije in drugih bolezni. No in najprej je bilo mišljeno, da bo šel na različne konce sveta, so ga nekako usmerjali, no, ampak potem je padla odločitev, da je eno področje, ki je za katoliško cerkev zelo zanimivo, območje južno od Kartuma,
No in tja je bil namenjen predvsem kot vodja ekspedicije, misijonske ekspedicije, lahko rečemo, Maksimilijan Rilo, poljski misionar in njemu naj bi se pridružil tudi Knoblechar. No, bilo je še nekaj drugih sodelavcev takrat v tej prvi skupini. Oni so dejansko leta 1949 že bili v Kartumu in žal je na samem začetku tega misijona, lahko rečem, ko se še dobro ni vse skupaj začelo, je Maksimilijan Rilo umrl in Knoblechar prevzame vso organizacijo misijonskega dela v Kartumu. Tam so ustanovili centralo in mišljeno je bilo, da iz te centrale potem se misionarji premikajo južno proti ekvatorju. No, Knoblechar je takoj videl, da bo tukaj potreboval še dodatno pomoč, predvsem finančno, pa tudi manjkalo mu je sodelavcev, zato je leta 1850 prišel v Evropo ravno s tem namenom in skoraj, bi rekel, slabo leto ostal tukaj. Bil je pri cesarju Franc Jožefu, obiskal je papeža v Rimu, v glavnem si je na eni strani zagotovil močno finančno podporo, na drugi strani pa seveda tudi od samega šefa katoliške cerkve dobil vsa pooblastila, da lahko dela nemoteno v Kartumu in v Južnem Sudanu. Seveda je bilo to tudi vse koordinirano s rečemo sultanatom v Istanbulu. Tam je bila le glavna uprava, ki je dala tudi vse ustrezne papirje, da je Knoblechar se lahko gibal in delal na območju Egipta, ker je le moral prepotovati cel Egipt do Kartuma in še naprej pol v Sudan. Tako da je imel uradno vse to urejeno in potem lahko začel z delom. Kakšna je bila situacija v Afriki v tistem času, ko je Knoblechar prišel tja? Kakšna je bila politična, za kakšna verstva se je šlo? Kaj se je tam dogajalo? Ja, tam je bil seveda islam na prvem mestu. Kartum je bil popolnoma islamski, so bila pa tam seveda že druga, rečemo, druga verstva, tudi na vse zadnje iz Evrope so prihajali tja že recimo protestanti. Ampak katoliška vera je bila tam seveda v popolni manjšini. Je pa Knoblechar bil očitno ena zelo taka močna, karizmatična oseba, da je ravno po zaslugi znanja jezikov, govoril je zelo dobro arabsko, je navezal stike z tudi vsemi dostojanstveniki v samem Kartumu in ga tudi lokalni paša ga je sprejel zelo, bi rekel tako, statusu primerno in Knoblechar je imel zelo dobro oporo tudi v tej sami lokalni skupnosti v Kartumu, tako da tam ni imel kakšnih večjih težav in je lahko dokaj uspešno organiziral to centralo. Nastala je velika misijonska šola z delavnicami za obrtnike, imeli so velik vrt, predvsem pa je treba res poudariti, Knoblechar je bil na prvem mestu misionar, namen je bil seveda širiti katoliško vero proti ekvatorju in po drugi strani je pa še nekaj pomembno poudariti, da se Knoblechar zelo boril proti suženjstvu. Takrat je bila trgovina s suženjstvom še na višku, lahko rečemo, in Knoblechar je videl, da bo treba nekaj proti temu ukrepati. Sam si je prizadel predvsem na suženjskem trgu, kjer so dejansko prodajali ljudi na tržnici, da je tam kupoval otroke in jih potem v tej misijonski šoli vzgajal. Tam so jih učili različnih poklicov, predvsem so imeli pa šolo, kjer so jih res ustrezno izobrazili. No, tako da iz Kartuma so se misionarji na to premaknili dol na jug in ustanovili še dve misijonski postaji. Ena je bila Sveti križ, druga prav blizu ekvatorja je bila pa Gondokoro. No, iz te postaje kasneje nastane mesto Džuba, ki je danes glavno mesto Republike Južni Sudan. No, obe postaji je Knoblechar redno obiskval. To je tudi zelo zanimivo, da je Knoblechar večina svojega časa v Sudanu preživel na ladji. Imel je svojo ladjo Stella Matutina. Prav svojo ladjo? Svojo ladjo, ki jo kupil v Kairu. Pa so tudi kateri Slovenci prišli k njemu? Ja, Slovencev je bilo zelo veliko. Veliko? Ja, tako duhovnikov kot
tistih, ki so mu pomagali v misijonu, predvsem obrtniki. No in Knoblaucher je imel svojo ladjo, kupil jo v Kairu, no in za tiste čase je bil velik podvig in tudi, rečemo, res tehnični podvig spraviti ladjo proti toku po brzicah do Kartuma. Namreč danes je situacija na Nilu popolnoma drugačna, ker je tam južno od Asvana je veliko Asvansko jezero, Nasserjevo jezero. Takrat tega jezera še ni bilo, ampak so bili tako imenovani katarakti, brzice, in po teh brzicah so morali misionarji in celotno spremstvo, predvsem s pomočjo številnih domačinov, potegniti dobesedno fizično ladjo nasproti toku po brzicah, da so jo spravili potem na tisto višjo lego, kjer so lahko spet normalno pluli. Misionarji so se takrat običajno tem brzicam izognili tako, da so šli v filah pri Asvanu, so tovor raztovorili, so ga vse dali na kamele in potem s kamelami šli čez puščavo, potem pa spet na višjem predelu v Korosku zopet šli na ladjo in pluli proti jugu. No, ampak to Knoblaucherjevo ladjo bilo treba spraviti gor po teh slapovih in so dejansko uspeli pripeljati gor. No, in potem je Knoblaucher si ladjo preuredil, da je gor na njej bival, imel je tudi kapelo, zaposleno posadko. No in on je večina časa res živel na ladji in mislim, da je tudi to eden od razlogov, da je dejansko uspel preživeti toliko časa v Sudanu brez kakšnih resnih bolezni, ker žal v tistem času še ni bilo zdravila proti malariji in večina teh mladih fantov, ki so prišli v misijon, so nekateri prišli dobesedno umreti. Eni so umrli po par tednih, par mesecih so bili že mrtvi. No, Knoblaucher je bil res, lahko rečemo, medicinski čudež za tisti čas in mislim, da ravno morda v tem razlog, ker se je ves čas gibal, bil je na poti, ga bolezni niso ujele, kasneje ga pa le dobi malarija in kot vemo, umre v Evropi. Nekako podal se je po Belem Nilu. Je bil tudi med tem njegov cilj najti izvir Nila? Ja, absolutno. To je bila velika želja in bil je zelo blizu. Žal takrat razmere niso bile najboljše za plovbo, tako da je se pametno odločil, da se pravočasno obrnil, ker sicer se niti vrniti ne more več. Tako da to je bila sigurno želja, to je bila želja vseh Evropejcev, ki so takrat prihajali v Afriko. No, ampak čeprav ni dosegal teh izvirov, je pa, lahko rečem, uspel z temi objavami, ki jih je objavil v različnih časopisih po Evropi, je uspel nekako zopet številne raziskovalce, rečemo, pripeljati do teh odločitev, da se odločijo iskati Beli Nil, izvir Belega Nila. No, pri tem je veliko mu pripomogel tudi Američan, Bayard Taylor, ki je bil popotnik in je Knoblaucherja obiskal v Kartumu. No in Taylor je naredil veliko propagando za Knoblaucherja, za njegove raziskave in je tudi o tem pisal v Ameriki, celo je imel kasneje predavanja o Knoblaucherju. No in v glavnem je Knoblaucher uspel zopet povzročiti neko zanimanje za raziskave Nila in dejansko so ti raziskovalci, ki kasneje pridejo do samih izvirov, recimo Richard Burton, pa Speke, recimo Burton omenja, da je bral Knoblaucherjeva dela in tudi ostali, ki še kasneje raziskujejo Nil, vsi priznajo, da so brali Knoblaucherja. Tako da Knoblaucher je bil tisti, ki je vse to nekako spodbudil, sam tega ni dosegel, vendar mu je danes treba priznati, da sodi med pionirje raziskovalcev Belega Nila. Lahko tudi rečemo, da je bil prvi izmed raziskovalcev na tem celem področju, ne? Ja, to bi težko trdil na določenih področjih, sigurno, ne? Ampak bilo je tam še nekaj Evropejcev, od njih žal nimamo vseh, rečemo, podatkov, zapisov, vemo, da je bilo kar nekaj Evropejcev še tam, ampak Knoblaucher je bil mogoče tisti, ki je bil zelo sistematičen pri tem delu, predvsem, kot sem rekel, upravljajo te meritve in je mogoče ravno zaradi tega profesionalnega raziskovalnega pristopa bil bolj verodostojen, da so ga tudi drugi
kasnejši raziskovalci bolj resno vzeli, preučevali in jim je bil sigurno veliko pomoč pri njihovih raziskavah na tem področju. On se je potem ustavil v Sudanu, ne? Tam je potem spostavil misijon ali je bilo tako, da je na večjih točkah postavljal misijone, pa potem potoval naprej? Kako je to izgledalo točno? Ja, baza je bila v Kartumu, potem pa je imel še 2 izpostavi, no in tu je treba seveda poudariti, da so bili dejansko ob njemu še številni pomočniki, sodelavci, tako duhovniki kot različni obrtniki, ki jih je potreboval on za delo. No in bilo je kar veliko Slovencev iz različnih krajev Slovenije, današnje Slovenije. Bilo je tudi veliko ljudi iz Tirolskega. Tam je imel Knobleher dobrega prijatelja Mite Rucnerja v Brixnu, ki je skrbel za propagando tega misijonskega dela. Zelo je mogoče zanimiv podatek, da je Knobleher imel v Kartumu v tajništvu zaposlenega pisarja Jakoba Šašla iz Koroškega Železne Kaple. No, Šašelj je kratek čas preživel v Kartumu, ker se tam ni dobro počutil, se je hitro vrnil v domovino. No, ampak za nas je zelo pomemben, ker je napisal spomine in to je napisal lep rokopis v nemški gotici in te spomine tudi ilustriral z lastnimi risbicami. No in ta originalni njegov dnevnik danes hranijo v Mestnem muzeju v Karlovcu, tako da je to res izjemna dragocenost, da imamo ohranjen zapis Slovenca, ki je bil ob Knobleherju v Kartumu. No, Šašelj tam prinaša veliko zanimivih informacij, omenja to pot od Aleksandrije do Kartuma, tudi, kot sem rekel, samo pot ilustrira. Na nekaterih mestih je tudi zelo kritičen do Knobleherja in do celotne organizacije misijona. Na kakšen način? Ja, jaz tako pravim, veste, v takem ekstremnem okolju, v katerem se je znašel Knobleher, v Kartumu organizirati neko katoliško dejavnost, širiti misijon proti jugu Sudanu med različna ljudstva, ki prvič vidijo belega človeka in so popolnoma druge kulture, drugih verstev. Tukaj je Knobleher sigurno moral biti pač ena močna, dominantna oseba in sigurno ta njegov položaj ni vsem ustrezal. Pač je moral nekako delati bolj avtoritativno, da je lahko dosegal te cilje. Tako da vedno se pa potem najdejo ljudje, ki nekaterim je všeč, drugim ni, in tako da Šašelj je na nekaterih mestih pač kritičen. Ves čas pa priznava, da je Knobleher bil res izjemna oseba, da je lahko vse to dosegal. Najaktivnejši je bil pri ljudstvu Bari. Ljudstvo Bari. Ja, ljudstvo Bari živi na območju Južnega Sudana v okolici Gondokorja, takratnega Gondokorja oziroma današnje Džube. Knobleher se je z njimi že na prvem potovanju zelo dobro seznanil. Tam je imel tudi poglavarja Mugo, ki ga je kasneje spremljal na poti v Aleksandrijo, kjer so sprejeli leta 1853 nove misionarje. No in v tej skupini je bil tudi Šašelj in Šašelj tega poglavarja Mugo takoj narisal, tako da imamo ohranjeno celo risbico tega poglavarja, ki je Knobleherja spremljal in sta bila zelo dobra prijatelja. No in tukaj je zopet treba poudariti, da je Knobleher zaradi izjemnega talenta, ki ga je imel za jezike, se takoj lotil učenja barijskega jezika. Knobleher je tudi začel pisati slovnico in slovar tega jezika, ker se je zavedal, da misionarji ne morejo delati normalno preko prevajalcev, ampak rabijo primerno znanje. In tukaj se spet vidi ta povezava z Barago. Baraga je vztrajal, da misionarji delajo v jeziku ljudstev, med katerimi živijo. Se pravi, Baraga je delal z Očipvejci, Knobleher dela z Barici in tako je Knobleher tudi
se odločil, da bo ta jezik se naučil. No in kot sem rekel, je začel pisati slovnico in slovar, tega ni dokončal, je pa to končal potem njegov prijatelj v Brixnu, Mitte Rutzner, in tudi v uvodu omenja, da je bil Knoblechar tisti, ki je imel veliko zaslug, da je sploh prišlo do te nemško-barijske slovnice oziroma slovarja. In kako je izgledalo? On je prišel na misijon, začel se učiti jezik, začel je graditi šole, cerkve. Ja. Kako je to sodelovanje na terenu, če tako rečemo, izgledalo? To ni bilo ravno tako enostavno, ne? To so bila le ljudstva, ki so najprej v teh Evropejcih le na prvi pogled prepoznali neke sovražne, se pravi, niso jih ravno prijazno na začetku sprejeli, vendar Knobleharjev pristop je bil zelo odprt. Vemo, da je celo imel s sabo harmoniko, recimo, ne, pomagal je takoj, ko videl, da je nekaj narobe, ljudem pomagal, če je bila kakšna rana, nekje je začel takoj zdraviti, celo poglavarja je zdravil in tako naprej. V glavnem bil je do ljudi zelo odprt, direktno je pristopil in ljudje so ga takoj na nek način sprejeli, mu zaupali, predvsem so pa videli, da je Knoblechar in njegovi sodelavci, se pravi misionari, so lahko zelo dobra zaščita proti lovcem na sužnje. Takrat so prihajali arabski trgovci in lovci, ki so neusmiljeno pobijali in lovili ljudi in jih potem, predvsem tiste zdrave in predvsem otroke, vozili v Kartum in jih tam prodajali na tržnici. No, Knoblechar je na nek način tem ljudem tudi pomenil zaščito in čim so ti trgovci sasužni oziroma lovci, ki so prišli na območje Južnega Sudana, ko so videli misionarje, se pravi to centralo misijonsko, tam, da nastaja neka cerkev, šole in druge stavbe okoli neke vasi domačinov, so takoj prepoznali, da tam nimajo kaj iskati in da se morajo umakniti z tega področja. No in to je bil tudi eden od razlogov, da so misionari bili na vse zadnje lepo sprejeti. Je pa bil tukaj ves čas problem seveda razumevanje tega poslanstva misionarjev. Razumeti katoliško vero, razumeti staro zavezo, novo zavezo, to je problem za kristjane, ne, še tukaj v Evropi, kaj šele dol v Afriki, kjer ljudje nikoli niso slišali za Mojzesa, za Jezusa in za druge osebe svetega pisma, predvsem pa niso razumeli tega našega Boga, ne. Oni so imeli svoje bogove, svoje duhove, prednike, tako da tukaj je bil sigurno konflikt v smislu razumevanja, ampak na vse zadnje to ni bilo pomembno, bolj je bilo pomembno čisto neko človeško, rečemo, razumevanje en drugega in tukaj lahko rečemo, da so lepo shajali in so ves čas bili v enem, rečemo, normalnem ozračju, prihajalo je kdaj do kakšnih zapletov, predvsem je bilo tam res, kar se tiče življenja včasih zelo, tako bi rekel, precej divjak zaradi suše. Suša je povzročala tam velike katastrofe, lakoto in takrat so ljudje seveda v boju za preživetje misionarjem pokradli vse zaloge hrane in tako naprej, ne. In to je seveda povzročalo neke konflikte, tako da na tem področju delovati v tistem času je bilo res zelo zahtevno. No, ampak v vsakem primeru Knoblechar je bil ena taka karizmatična oseba, da je dejansko vse za časa njegovega življenja vse to potekalo dokaj normalno, se je pa takoj pokazalo, da ko Knoblecharja ni bilo več, ko se ni več vrnil v Afriko, so se tam razmere drastično spremenile. Tako Gondokoro kot Sveti križ nekako ne more več shajati brez Knoblecharja in postopoma te postaje propadejo, jih misionari se premaknejo v Kartum, kasneje celo iz Kartuma grejo gor proti Egiptu. Takrat vemo, da nastopi tudi tista znana Mahdijeva revolucija, ko ta Mahdi, izraziti fanatičen, rečemo musliman, nekako prežene vse te Evropejce iz Kartuma, iz okolice. In dejansko to misijonsko delo
od Knobleharja počasi nekako izgine. Je pa seveda pustil neke vzore, neke zametke in kasneje zopet se misionarji vrnejo v to področje v drugi polovici 19. stoletja, pa še kasneje v prvi polovici 20. in nekako nadaljujejo v tradiciji Knobleharjevega dela svoje poslanstvo. On se je zavedal, da če hoče pomagati tem ljudem v Sudanu, v Afriki, mora tudi imeti sredstva za to in zato se je tudi odpravljal nazaj. V domovino se je vrnil vmes. Ja, kako so ga Slovenci sprejeli in kaj ga je tukaj čakalo? So bili odprti za njegove potrebe? Brez Slovencev, brez svojih rojakov Knoblehar ne bi izhajal v Sudanu. Podprli so ga tako po, rečemo, finančni plati, konkretno z denarjem, še bolj z različnimi predmeti, ki so mu jih pošiljali, uporabnimi predmeti, od oblačil do opreme v cerkvah, ki jih je postavljal dol v Sudanu in misijskih šolah, opremo za misijske šole. No, zanimivo, da je Knoblehar peljal dol v Gondokoro, kar je spet izjemen tehnični podvig, je peljal 3 zvonove. To mislim, da so takrat ti domačini prvič v zgodovini slišali zvonenje. No, Knoblehar je dejansko uspel prav do Gondokora spraviti 3 zvonove, ki jih je ulila tovarna v Ljubljani, livarna od Samase. In 3 zvonovi so kar dolgo zvonili v Gondokorju. Kasneje so jih uničili oziroma enega so uspeli celo rešiti in ga pripeljali v Kartum. Iz Kartuma ga je potem en misionar, Bernard Conen, pripeljal celo v Ljubljano, celo en zvon se vrne in potem pa nekje med drugo vojno zgine sled za tem zvonom iz Gondokorja. Tako da, če ga ima kdo doma, pa če kdo ve, kje je, se priporočam za podatek. No, v glavnem so Slovenci zelo podpirali Knobleharja. Na vse zadnje tudi ljudje, ki so šli k njemu v Sudan, v misijon, so izkazali to podporo. In se mi zdi pa zelo pomembno, da so ti ljudje, ko so bili v Sudanu, Knoblehar in ostali, zelo vestno poročali v domovino, kaj se tam dogaja, opisali so svoje delo, omenjali so dogodke iz raznih doživetij ali na lovu ali med domačini. In Slovenci so takrat, rečemo nekje med 1849, 1850, 60 recimo, eno dobro desetletje so kar imenitno bili poučeni, kaj se dogaja v Južnem Sudanu. Časopis je o tem redno poročalo, predvsem takratni časopis Zgodna Danica. Skoraj v vsaki izdaji nekaj pove, kaj se dogaja v Sudanu. Tako da Slovenci so bili takrat ves čas na tekočem s Knobleharjevim delom in Knoblehar bi dejansko težko shajal brez te stalne podpore, ki so mu jo Slovenci prinašali v Kartum. Se je kdaj srečal še kasneje tudi z Baragom ali samo takrat? Z Barago nikoli več. Nikoli več, samo takrat, ko je bil star 17 let. Pa tudi drugače nista, kakorkoli se... Ni nobenih podatkov, da bi med njima obstajala kakšna korespondenca, to nimam informacije. Tako da verjetno je Knoblehar vedel, kaj se dogaja z Barago v Ameriki, Baraga pa verjetno tudi za Knobleharja, predvsem preko teh časopisov, preko revij, sta bila sigurno seznanjena eno drugem, nikoli več se pa nista srečala. Kako so Slovenci kulturno sprejemali Afriko kot tako? To je čisto druga kultura. Jih je pritegnila, naprimer, ne vem, niso delali nobenih problemov, to je zanimivo. Mislim, da je danes to bolj komplicirano in bolj, bi rekel, sami se obremenjujemo neke te poglede na drugega. Takrat moram reči, da je bilo to zelo normalno. Ljudje so se hitro sporazumeli, razumeli, sobivali in lahko tudi Knobleharja, ko gledamo ali beremo te zapise, ni bilo nikoli nekih napetosti, konfliktov, pač normalno si pristopil tja, hitro si našel neke skupne interese.
tako da ni bilo nobenih takih napetih ozračij. Lahko celo rečem, da je še ena zanimivost iz tega obdobja, ki kaže na ta odnos Slovencev do drugega. Namreč v Knobleharjevem obdobju dobimo v Ljubljano, tudi v druge slovenske kraje, Celje, Maribor, Škofja Loka, prihajajo namreč takrat prvi otroci Sudana, tako punčke, fantki, ki so jih misionarji poslali sem v Evropo z namenom, da jih izobrazijo za duhovnike oziroma za nune. Ti otroci so živeli po samostanih in so se tukaj učili različnih poklicev in tako naprej, tudi seveda katoliškega nauka, in dejansko so tu odraščali, vendar žal je kar veliko teh otrok umrlo zaradi seveda klimatskih razmer, ne. Tako kot so misionarji umirali zaradi malarije, so tukaj otroci umirali zaradi drugih bolezni značilnih v Evropi. No, in tako da ti otroci niso potem več kaj dolgo prihajali samo v naše kraje, ampak so jih potem pošiljali recimo na jug Italije ali pa na Malto ali pa recimo v Egipt, kjer so bile tudi te katoliške ustanove. No, ampak ti Afričani, ki takrat pridejo v Ljubljano, v glavnem so te otroke, pa tudi, ker so nekateri že odrasli, so jih lepo sprejeli. Seveda so ti otroci bili vsi deležni krsta. Celo vemo, da obstajajo veliki javni krst v Ljubljani pri Uršulinkah. Tisto mogoče za otroke ni bilo najbolj verjetno prijetno, ker je bil velik odziv javnosti, da spremljajo ta dogodek. No, ampak takrat se je tudi to dogajalo. No, ampak lahko rečem, da so Slovenci bili do Afričanov ves čas naklonjeni, predvsem so pa misionarji, ki so se znašli v tistem okolju, do teh ljudi vedno zelo lepo pristopali in našli neko sobivanje s temi domačini. Mislim, da je bilo pa ključno ravno to, da so znali tudi njihov jezik in da so na nek način se postavili proti tem lovcem na sužnje. Omenjate skrivnostni dnevnik. Dnevnik, Knobleharjev dnevnik. Kaj bi naj bil ta skrivnostni dnevnik? Ja, to verjetno ni samo en dnevnik, to ni verjetno samo en dnevnik, ne, od začetka do nekega konca, ampak je verjetno več zapisov iz njegovih poti, so tudi različni članki, ki jih je pripravljal. V glavnem gre za eno dokumentacijo, ki jo je on imel v Kartumu, v svoji pisarni. Mi vemo recimo iz podatka Taylorja, ki sem ga že omenil, da je Knoblehar bil dober poznavalec razmer na Belem Nilu. To omenja tudi Alfred Brehm, zoolog, znani nemški zoolog, ki pravi, da je Knoblehar pisal izvrstni dnevnik, da je imel skice, risbe in tako naprej. Namreč Knoblehar je bil zelo dober slikar, ne. Izvrsten risar, ki je tudi v njegovem dnevniku na Dunaju je ohranjenih nekaj risbic in lahko rečem, da je bil res imeniten mojster za risanje. No, in očitno je on imel tega gradiva več, ne. In potem, ko on umre v Neaplju, vemo, da v Kartumu ostane vsa njegova zapuščina in takoj seveda svoje zahteva Rim, potem pridejo zahteve iz Dunaja tudi, da je treba to zapuščino pripeljati v Evropo. Tudi Ljubljana zahteva svoje in tako nekaj dobi Dunaj, nekaj Rim, nekaj malega pride v Ljubljano. Mislim, da pa tista glavnina pa še vedno ostaja neznanka, to je pa predvsem, kar se tiče njegovih raziskav Belega Nila. To pa težko rečem, kam je to prišlo, ampak prepričan sem, da je še vedno ohranjen. Meni se zdijo na prvem mestu najbolj primerni, ki bi imeli to gradivo Angleži, ker so kazali največje zanimanje za to že ves čas in so si verjetno tudi po Knobleharjevi smrti prizadevali, da to gradivo dobijo. Tako da upam, da se bo kdaj našlo. No. Dejala sva, da je zbolel za malarijo. Ja.
Potem pa je potoval v Evropo. Ja, on se takoj vrne v Evropo, bil je pripričan, da pride domov. Ja, zaradi bolezni. Knoblechar je točno vedel, koliko je ura in ni čakal, takoj se vrne, vendar seveda to ni, da se usedeš na avion in greš domov, ampak je moral iti na ladjo in počasi dol iz Kartuma proti Asvanu, proti Kairu, Aleksandriji. Kako dolgo je trajalo takšno potovanje, na primer? Ja, zavisi, kakšne povezave si imel, pa kakšne razmere so bile na Nilu. Danes mi vidimo Nil, kako se lepo pretaka, gor plujejo velike potniške ladjice, ampak imamo pa poročila, da so bile tudi nevihte, bi rekel, veliki valovi, ladje so se obračale, ne smemo pozabiti na krokodile, na povodne konje, ki so tako mimogrede tudi koga pohrustali. Tako da tudi te pripovedi poznamo iz potovanja po Nilu, tako da to je trajalo lahko par mesecev. In Knoblechar, ko se vrne v Evropo, ko pride do Neaplja, bil že tako izčrpan, da je sam se zavedal, da poti ne bo moral več nadaljevati. In tam so ga prevzeli Avguštinci, so oni zelo lepo za njega skrbeli, vendar ni pa prišel več do bi rekel, tiste moči, da bi lahko nadaljeval pot in šel v domovino, v rodni Škocjan, ampak je žal v Neaplju umrl. Kje pa je pokopan sedaj? Pri Avguštincih. Pri Avguštincih v Neaplju? Tam je v kripti, ta kripta je bila kasneje izropana, so jo potem zasuli in tu med temi ostanki so tudi Knoblecherjevi ostanki. In si Slovenci kaj prizadevamo, da bi se te stvari vrnile? Mislim, da je bolje, da ostane tam, kjer je, ker Slovenci so si že enkrat prizadevali za te njegove posmrtne ostanke, to še v 19. stoletju, in takrat so se Slovenci temeljito skregali okoli tega in mislim, da je bolje, da ostane tam, naj počiva v miru, tako da mi se ga bomo pa tukaj spominjali na različne načine. In kaj je on zapustil za sabo? On je najbrž ni več pričakoval, da se bo vrnil. Kot ste sami rekli, je čutil, da je bolezen tako daleč, da se je odločil iti nazaj v domovino. Kaj pa je pustil Afriki za seboj? Je tudi njim prepustil kakšen načrt, kako naj naprej ravnajo, tudi če gledamo na to, koliko je pustil cerkva, koliko šol, malce morda tudi, da pogledamo to njegovo veliko zapuščino, ki je ostala za njim. Konkretne zapuščine v Afriki materialne ni. Cerkev v Gondokorju propade, tista šola, se to je bilo grejeno, vse z opeke, krito slamo, to je vse šlo. Sveti križ propade. V Kartumu so to misijonsko centralo porušili. Danes so tu prostori vladne palače, tako da to je vse šlo. Ampak to njegovo delo, pa ta njegov vzor, pa je, mislim, pustil neke posledice. Konec koncev so tudi tam neki misionari, ki nadaljujejo v tem njegovem duhu, tudi v Džubi, v Južnem Sudanu, kjer je krščanstvo kar močno. Knoblecherja poznajo, se zavedajo njegovega pionirskega dela. Tako da Knoblecher, mislim, da je pustil neke sledi tudi v Afriki. Predvsem pa mislim, da je veliko sledi pustil tu med rojaki, kot vzor, rečemo, neke vztrajnosti, neke prizadevnosti, kako lahko nekaj dosežeš, če to želiš oziroma če veš, kaj bi rad. Po drugi strani nam je pustil en dober pogled v dogajanje v Južnem Sudanu sredi 19. stoletja. Zapustil nam je čudovito zbirko, ki jo imamo v Slovenskem etnografskem muzeju. Predvsem pa je Knoblecher bil tisti, ki je na nek način odprl ta pogled v Afriko Slovencem sredi 19. stoletja in takrat prvič dobimo mi res en tak, rečemo, intenzivni, kontinuiran stik z eno deželo v Afriki, ki potem recimo šele v obdobju po vojni, v obdobju neuvrščenih, se pravi nekdanje Jugoslavije, šele takrat, rečemo, ponovno pridejo v ospredje neki intenzivni stiki z Afriko, ampak predvsem v smislu gospodarskih in političnih stikov. Ampak v 19. stoletju je pa to Knoblecherjevo obdobje, se mi zdi, ključno za pogled v neko čist drugo kulturo, afriško kulturo, območje Belega Nila, območje, ki ga dejansko nobeno, rečemo,
časopisje ali knjižna dela v Evropi niso tako intenzivno predstavila kot ravno tukaj med Slovenci po zaslugi Knobleharja in njegovih sodelavcev. Kaj pa krščanska vera po njegovem odhodu se še ohranila med temi ljudstvi ali so se vrnili nazaj k staremu poganskemu verovanju? Ti ljudje so bili ves čas pogani. Oni so radi to poslušali, tako kot otroci radi poslušajo zgodbice iz Svetega pisma. Kot sem rekel, v glavnem niso razumeli, zakaj se gre. Seveda se jim je zdelo fino, da imajo tam križce in različno okrasje, potem, da poslušajo te zgodbe, kot sem rekel, da jih tudi krstijo. Knoblehar jim je vsaj zadnje lepo razložil krst, da je pač to ena oblika, da ne bojo končali v peklu v nekih takih, rečemo, temačnih okoljih in da bojo po smrti lahko šli v nebesa. To jim je predvsem s pomočjo raznih takratnih risbic in podobic jim je to prikazal tako v eni taki idealni obliki. Otroci so seveda radi to gledali, poslušali in seveda so tudi starši otroke vozili v to katoliško šolo, ker so predvsem videli, da so tam otroci nekako organizirani, dobijo hrano, predvsem se pa tudi nekaj naučijo, ne? Ker misionarji so otroke učili tudi jezika, latinščino, italijanščino, v Kartumu recimo tudi nemščino, potem so jih učili matematiko, računanje in tako naprej, branje predvsem. Tako da same neke te, rečemo, verske vzgoje, pa mislim, da pretirano, da bi jim to ostalo v glavi, pa mislim, da ni bilo kakšnega učinka hudega. Sami ste dejali, da Knobleharja je treba vrniti v slovensko zavest. V zadnjem času res ni bilo veliko slišati o njem. Marsikdo, pa tudi v katoliških krogih, sploh ne ve, da je on obstajal, da je bil tukaj. Čemu je temu tako? Ja, to je problem katoliških krogov. Sam mislim, da je Knoblehar ves čas prisoten tako v eni kontinuiteti, mogoče ne tako kot Baraga. Baraga je le na vse zadnje je dlje časa živel kot Knoblehar, tudi ameriška cerkev stoji za njim, bil je tudi škof na vse zadnje in svetniški kandidat in tako naprej. Baraga je tukaj sigurno v prednosti. Knoblehar pa je kontinuirano ves čas prisoten v nekih intervalih. Mogoče bi lahko malo več vedeli o tem, da je bil tudi, kot sem rekel, uspešen raziskovalec pionirjev na območju Afrike, na območju Belega Nila. Tukaj mislim, da bi lahko osnovna šola, srednja šola veliko več naredila, predvsem pri pouku geografije, na vse zadnje tudi v smislu povezav Slovencem z drugimi kulturami, da bi ga v tem kontekstu lahko bolj obravnavali v šolah. Seveda bi pa tudi lahko katoliška cerkev tu naredila bistveno več pri promociji njegovega misijonskega dela kot misionarja, tako da mislim, da tudi v tej smeri se počasi premikajo stvari. Mi v muzeju si zelo prizadevamo promovirati zbirko. Mislim, da smo na tem področju tudi dovolj uspešni. Zbirka je že dobro desetletje na ogled tudi na stalni postavitvi. Kaj vse se na primer lahko vidi v zbirki? Malce da damo preokusa, pa bomo morda v naslednjih podajah. Ta Knobleharjeva zbirka je prvič zelo stara. To je naša najstarejša afriška zbirka v državi in ena najstarejših v Evropi, lahko rečemo. Gre le za lepo zbirko, okoli 230 predmetov. Na razstavi je seveda samo zelo bi rekel, ozek izbor predmetov, to so sulice, ki so pa zelo pomembne. Sulice so tem ljudem pomenile močan statusni simbol, so imele velik pomen, ker so se prenašale iz roda v rod, iz očeta na sina in tako naprej. Tudi Knoblehar je bil sprejet med domačine, tako da so mu podarili sulico v tistem trenutku, ko si sprejel sulico, si bil njihov. No, tako da imamo sulice na stalni razstavi, predstavljen je tudi en stolček, ki ga je Knoblehar prinesel kot
primer poglavarskega stolčka, ker samo poglavari so lahko sedeli na takih majhnih stolčkih, ki so jih zvečer uporabili za vzglavje, da so si ga dali pod glavo in zaspali na njem. No, tako da glavnina predmetov je pa sicer nakita. Ta nakit je izdelan iz železa. To so predvsem zapestnice, lepe zapestnice, sulice, ovratnice. Veliko je tudi materijala iz organskega materijala, ostankov živali, kosti, slonovine. Ampak to je material, ki je res zelo občutljiv in ni primeren za neko dolgotrajno razstavljanje. Smo pa naredili pred 10 leti je bila velika razstava, Sudanska misija, tam smo pa pokazali skoraj celotno Knobleharjevo gradivo. Tako da Knobleharjeva zbirka je tudi objavljena v knjigi, knjiga je dostopna tudi na internetu. Tako da si prizadevamo, da to gradivo še promoviramo naprej, ker je zanimivo tudi v povezavi z drugimi zbirkami po Evropi, ki jih imajo v različnih muzejih. No in lahko pa res poudarim, da je ta zbirka ena večjih in dobro dokumentiranih, ker je že Knoblechar, ko je prišel v domovino, je naredil popis vseh predmetov in ta popis je bil objavljen v časopisu Laibacher Zeitung, tako da so ljudje lahko prebrali, kakšne predmete Knoblechar prinesel. Potem so si te predmete lahko ogledali v takratnem liceju, ogromni stavbi, ki je nekoč stala na območju današnje tržnice v Ljubljani. Tam so bili predmeti razstavljeni in navsezadnje so si lahko ogledali tudi Knobleharja, ki je bil oblečen po turško, kakor pravi takratni časopis, namreč oblečen je bil s tem značilnim pokrivalom in v dolgem plašču, tako da na ta način je pač on še dejansko bolj manifestiral to svojo drugačnost. Ni bil več, bi rekel, eden od svojih rojakov, ampak je bil drugačen, bil je misionar, ki prihaja iz Afrike. In zato naredil tudi toliko večji vtis, ne? Ja, absolutno. Rekla sva, 200-letnica njegovega rojstva je letos. Kakšne dogodke vse pripravljate po Sloveniji? Ja, dogodki bojo različni. Mi v muzeju si predvsem prizadevamo, da bomo zopet kakšno rekli v zbirki. Moja želja je, da se to Knobleharjevo leto dotakne večino Slovencev, da slišimo zopet za njega in da predvsem mogoče nam to spet, bi rekel, ena spodbuda, da se še bolj začne Slovenija ukvarjati z ljudmi, na katere smo malo pozabili. No, ampak bistvo pa je, da se bo nekaj dogajalo sigurno v njegovem rodnem kraju, v Škocjanu, kjer si zelo prizadevajo že leta in leta za svojega Knobleharja in jim gre res glavna zasluga, da je Knoblechar ves čas med nami. Potem manjšo razstavo pripravljamo tudi na Teološki fakulteti, v Muzeju krščanstva na Slovenskem. V Stični bo tudi nekaj o Knobleharju in njegovih sodelavcih. Zdajle se zaključujejo šmarnice, ki bojo govorile o Knobleharju. Gospa Berta Golob je napisala tekst. No, zraven pa si bojo lahko mladi ogledali tudi fotografije Knobleharjevih predmetov. Ob tem bojo še posebne kartice s prikazom motivov iz življenja ob Belem Nilu, predvsem pa bojo tam tudi risbice od Jakoba Šašla. Tako da sredi maja bo Afriški dan, ki ga pripravlja Ministrstvo za zunanje zadeve, tudi tam bo Knoblechar omenjen. Tako da mislim, da bomo na različnih nivojih predstavili Knobleharja. Ves čas pa bomo tudi v Slovenskem etnografskem muzeju si prizadevali, da bo Knoblechar primerno prisoten in da bomo tudi še različne dogodke spremljali in pomagali organizirati, tako da je tudi ta naš delež ves čas prisoten pri vseh takih promocijskih zadevah.
Dr. Marko Frelih, jaz se vam najlepše zahvaljujem za današnji pogovor o misionarju Ignaciju Knobleharju, velikem Slovencu, velikem raziskovalcu. In želim, da se še srečava ob kakšni drugi priložnosti, morda tudi ravno ob misionarju Baragu in še njega podrobneje predstavimo. Za danes pa najlepša hvala in želim vam veliko uspehov in krasno Knobleharjevo leto. Hvala tudi vam. Hvala lepa. Vam, cenjeni gledalci, spoštovane gledalke, pa hvala, da ste bili danes z nami, da ste izvedeli marsikaj novega, izvedeli veliko podrobnosti o misionarju, ki ga morda še do zdaj niste tako dobro poznali, pa je vendar velik Slovenec in je veliko storil za slovenski narod. Hvala, da ste bili z nami in do naslednjič vas lepo pozdravljam.